Spoštovani poslušalci, spoštovani udeleženci panela, dragi moji gostje, začenjam z uvodom, v katerem bi vam želela povedati, da zdi se mi, da bomo imeli priliko razpravljati o enem najbolj aktualnih tematik v času korone. Poleg koronavirusa je delo na domu gotovo ena najbolj aktualnih tematik. O njej lahko govorimo z raznih vidikov, ne samo z vidika pravnega, ne samo z vidika ekonomskega, ampak psihološkega, sociološkega, pa tudi še marsikaterega drugega. Te smo želeli danes v bistvu predočiti in te smo želeli danes nekako predebatirati. Na kratko zakaj? Ker izgleda, da smo si v današnjem panelu, ki naj bi trajal 45 minut, zadali prehudo, preveliko in preobsežno nalogo. Ta preobsežna naloga je pa taka, da smo želeli zajeti vse te tematike in nas je kar nekaj udeležencev, časa pa zelo malo. Tako da se bomo potrudili, da bomo kratki, da bomo jedrnati, vabimo pa vas, ker iz tega razloga, ker je zelo malo časa, ker ne moremo dovoliti tudi vprašanj, izvolite postavljati vprašanja na mail ptz@gzs.si in bomo nanje udeleženci panela tudi odgovorili osebno, tako kot bodo postavljeni. Hvala lepa, ker razumete, da si enostavno ne moremo časovno tega privoščiti. Drugo, kar vam moram povedati, je naslednje, in sicer to, da mi smo vsak v svojem prostoru, zato ne nosimo mask. Tako da to je na en način bolj prijazno, na drugi način pa bolj komot in pa baje pridejo lepše slike, hvala lepa, naš fotograf je tukaj, tako da v vsakem primeru so lepše fotke. Začenjam s tem, da vam povem, kdo so udeleženci današnjega panela. Matej Karliček je prvi, to je direktor podjetja Trgotur, ki opravlja kadrovski inženiring, ki je začel kot eno trgovsko podjetje, posredniško, danes pa je eno najmočnejših podjetij s kadrovskim inženiringom. Drugega gosta se ni treba niti kaj pretirano predstavljati, se mi zdi, to je dr. Matej Tušek, ki ga vsi poznamo, to je športni psiholog in pedagog. In znana oseba z televizijskih krogov in tudi znan influencer z Facebooka in mogoče tudi iz kakšnih drugih elektronskih medijev. Vsekakor pa mislim, da je eden od najbolj poznanih od današnjih udeležencev. Naslednji je magister Nikolaj Petrišič. Nikolaj je vodja oddelka za varstvo pri delu na Ministrstvu za delo in bo spregovoril o tem vidiku. Potem je naslednja Branka Drnovšek-Adamlje, ona je pravzaprav zadnja in nekako, ko smo razmišljali, kako bi zaključili naš panel, smo rekli pa, sej tle je pa veliko še vprašanj z obračunskega, računovodskega, organizacijskega in finančnega vidika in tako smo povabili tudi gospo, ki je solastnica računovodskega servisa A3, ki ga trenutno vodita sestra, prej ga je vodila sama in je v bistvu ena od najbolj znanih računovodskih servisov. In zadnja sem jaz sem pa drugače namestnica vodje pravne službe na Gospodarski zbornici. Tukaj sem že 25 let, leta zelo hitro minejo, drugače sem specialistka za področje delovnega prava, iz tega razloga se tudi bolj podrobno ukvarjam z delom na domu in smo pred kratkim oziroma prejšnje leto v mesecu novembru organizirali posebno konferenco, eno celodnevno, prav na temo dela na domu z vseh vidikov in si lahko na naši spletni strani tudi ogledate to revijo, ki obravnava to vprašanje z vseh vidikov in je tudi več udeležencev. Isti od današnjih je samo magister Petrišič. Drugače sem tudi mediatorka, sem NLP master, sem predavateljica in rada imam delovno pravo in se mi zdi, da je delo na domu eden od izzivov delovnega prava, ki je pred nami in je tudi prav, da se z njim spoprimemo. Tako da takoj v uvodu bi povedala naslednje.
da sta dve vrsti dela na domu. Eno je interventno delo na domu, to je tisto, ki se večinoma odvija sedaj in ki ga delodajalec zaradi tega, ker so nastopile neke izredne razmere, odredi z enostransko odredbo in v takem primeru, torej on bi lahko odredil tudi drugo delo ali drugi kraj opravljanja dela. Namen take odreditve je pa, da se delavca zaščiti pred negativnimi učinki delovnega okolja. No, v času, ko je korona kriza, koronavirus in razglašena pandemija, v bistvu gre za take izredne razmere, zaradi tega delodajalci tako tudi odrejajo delavcem delo, tam, kjer je to mogoče. Drugače pa naša zakonodaja pozna ureditev dela na domu tudi drugače, namreč v mirnem času, mirnodobnem. Pogodbeno delo na domu se temu reče, in to pogodbeno delo na domu je lahko ali trajno, da delam na domu cel čas delovnega časa, lahko delam tudi polovico delovnega časa, lahko pa tudi začasno in občasno. Pred kratkim je bila ratificirana konvencija Mednarodne organizacije dela o delu na domu, številka 177, ki govori o tem, da začasno po potrebi, torej začasno in občasno delo na domu ni tipično delo na domu, ker delavec svoje delo opravlja na domu ves čas. To je v bistvu neka mešana, hibridna oblika, ki jo imajo delodajalci najraje in tudi v postopku spremembe zakonodaje, ki se trenutno pripravlja. Sama sem tudi v delovni skupini za pripravo teh sprememb. To delovno skupino je imenoval izmed socialnih partnerjev Ekonomsko-socialni svet. Si prizadevamo, da bi evidentirali tiste spremembe, ki so najpomembnejše z vidika čim večje fleksibilnosti ureditve dela na domu. In med temi je naslednje, da se delo na domu lahko dogovori ne samo z pogodbo o zaposlitvi, ampak tudi z aneksom k pogodbi o zaposlitvi. To si prizadevamo, smiselno bi bilo, zaradi tega, ker je to seveda bolj praktično in ker menimo, da je tudi psihološko manj obremenjujoče za zaposlene, če se v bistvu tako delo ureja na tak način. Mi izhajamo tudi iz tega, da na primer, če ima delodajalec urejeno pogodbi za zaposlitvi z delavcem, širšo opredelitev kraja opravljanja dela in v katerem je rečeno, da delavec opravlja delo na sedežu delodajalca, na vseh izpostavah, poslovnih enotah in tudi kot delo na domu, v takem primeru bo seveda lahko sklenil na taki podlagi v primeru in za čas, ko bo želel opravljati delo na domu, sklenil aneks k taki pogodbi o zaposlitvi. To menimo, da se že da, tudi na katere naše kolektivne pogodbe, od 25 gospodarskih 10 to tako tudi že ureja. Se pravi, praksa ureja zadeve tako, da so praktično urejene, da so fleksibilne in moram reči, da smo pravzaprav ponosni, da gre za ureditev, ki je že dalj časa v teh kolektivnih pogodbah. In moram reči, da je tudi delo na domu, smo imeli poseben zakon o delu na domu od leta 1962. No, kolektivne pogodbe so pa, med njimi je tudi kolektivna pogodba za drobno gospodarstvo, ki ureja to področje že od leta 2010. To ni kratko obdobje, kar pomeni, da je prepoznala to področje kot pomembno. Tukaj bi zaključila z mojim uvodnim delom, tem kratkim pravnim, in bi povabila k besedi Mateja Kadlička, ki je direktor podjetja Trgotur. Moram reči, da pravi, da to podjetje sicer deluje od leta 1990, da je pa sam direktor šele od leta 2005. No, mislim, da je njegova predanost delu zelo velika, enači cilje svoje osebne in cilje podjetja in pravi, da si v svoji viziji podjetja prizadevajo, da bi pravilno združevali interese delavcev in delodajalcev, tako da bi dosegli čim bolj optimalne rezultate v tem sodelovanju. Vprašali ga bomo naslednje. Pravzaprav vas vprašam, Matej,
Zdaj bi se moral pokazati na displeju še Matej, tako smo dogovorjeni. Matej? Tukaj sem, vidim vas. Tukaj ste, mene vidite, zdaj bomo pa rabili kakšno tehnično pomoč verjetno. No, jaz vam postavim vprašanje, vi začnite govoriti, ta čas bom pa potem jaz prosila za ustrezno tehnično pomoč, da bova midva oba na displeju oziroma da se bo vsaj vas videlo. Takole, takšno bi bilo vprašanje. Če si zamisliva situacijo leta 2005, 2006, 2007, ko ste začeli delati kot direktor, kako ste takrat videli delo na domu in kakšna je ta slika o delu na domu danes? Izvolite. Ja, hvala lepa in lepo pozdravljeni. Ja, vsekakor je razlika ogromna. Predvsem z vidika, takrat so bili prisotni veliki dvomi in pomisleki glede opravljanja dela od doma, za kar pa zdaj ni več niti časa, niti mesta. Zato nekateri dvomi zdaj so sicer še vedno prisotni, vendar pa je situacija z lockdowni države in omejitvami zaradi preprečevanja širjenja virusa pospešila prehod na opravljanje dela od doma. Teda ja, danes je pogled nanj povsem drugačen kot prej, postalo je dosti bolj običajno in sprejemljivo, tako z vidika delodajalca kot z vidika zaposlenih. In tudi oboji smo se že v veliki meri prilagodili na delo od doma in ga z vidika opravljenega dela naredili dovolj oziroma sprejemljivo učinkovitega. Moj namen na današnjem panelu je predstaviti delo od doma z delovnopravnega vidika. Najprej bom naštel, kaj je potrebno urediti z vidika delodajalca in potem kaj z vidika zaposlenega. Preostali čas bom pa namenil malo širše razlagi nekaterih od teh naštetih točk. Zdaj, z vidika delodajalca so potrebne 3 stvari, in sicer prijaviti delo od doma Inšpektoratu Republike Slovenije za delo, potrebno ga je oddati v elektronski obliki in sicer na način, da pošlješ obvestilo o delu na domu preko sistema SPOT. Potem potrebno je z zaposlenim skleniti ustrezno pogodbo o zaposlitvi in tu res srčno upam, da bo sprejet vaš predlog, da bo zadostoval za to že aneks, ter tretje, zagotoviti varne pogoje dela na domu. Smiselno pa je, da ta osnovna pravila zapišemo na nivoju podjetja v splošni akt, naj bo to pravilnik ali podjetniško kolektivno pogodbo. In kar bi še predlagal je, da zaposlenega seznanimo tudi z določili zakona o delovnih razmerjih, predvsem glede počitkov, in s tem pripomoremo k temu, da bo zaposleni kljub delu od doma kljub vsemu skrbel tudi za svoje zdravje. Z vidika zaposlenega pa je smiselno in tudi nujno potrebno v pisni obliki določiti vsaj 7 področij, in sicer kje sme opravljati delo, ali je to samo doma ali lahko tudi kje drugje. Vem, da smo to ljudje zelo kreativni, bi radi delali na vikendu na morju, vendar to žal ne gre. Na katerih delovnih sredstvih smemo opravljati delo, določiti je potrebno tudi nadomestilo za uporabo lastnih sredstev, določiti delovni čas in tudi odzivnost zaposlenega. Potrebno je dogovoriti tudi način dogovarjanja glede odsotnosti zaposlenega v smislu letnega dopusta, bolniških odsotnosti in podobno. Dogovoriti način in pogostost poročanja in kaj je tu še, po mojem mnenju, potrebno dogovoriti je povračila za primere stroškov službenih potovanj, ker stroški prevoza na delo ne nastajajo, kadar opravljamo delo od doma. Toliko bi bilo zdaj čisto na kratko o kaj je potrebno narediti. Malo širše bi se dotaknil na primer tele točke z vidika delodajalca, in sicer, ko je potrebno prijaviti delo od doma inšpektoratu. V tem obvestilu je potrebno navesti podatke o delodajalcu, tiste splošne naziv, naslov, matično številko in dejavnost, ki jo opravlja. Potem je potrebno tudi podatke o zaposlenih navesti, te, ki bodo opravljali delo na domu, osebno ime, naziv delovnega mesta in kratek opis dela, ki ga bo delavec opravljal, predvideno obdobje, kako dolgo bo trajalo in na katerih sredstvih bo ta zaposleni delal. Potrebno pa je opredeliti tudi morebitna tveganja za varnost in zdravje zaposlenega.
Podatki o tej oddani vlogi se avtomatsko zapišejo v evidenco, ki jo vodi Inšpektorat za delo. Omenil sem tudi, da je potrebno določiti kraj opravljanja dela. Tu bi čist operativno predlagal, da se v pogodbi o zaposlitvi ali pa upam, da aneksu, kot ga je gospa Metka prej omenila, da je potrebno določiti kraj dela natančno ga opredeliti in zapisati tudi dogovor, da je zaposleni na zahtevo delodajalca dolžan priti opravljati delo tudi v prostore delodajalca. Kar se tiče delovnih sredstev, na katerih sme opravljati delo, bi izpostavil sledeče. In sicer za primer, če vzamemo najpogostejše delo od doma in to je delo ob računalniku oziroma za računalnikom, v tem sklopu se mi zdi še posebej pomembno, da delodajalec zaposlenemu zagotovi službeni računalnik in programsko opremo pa službeni mobilni telefon. Na ta način se na primer lahko izogne tudi marsikateri dilemi v zvezi z varovanjem podatkov, tako osebnih kot tudi poslovnih skrivnosti. Ni prav, da delodajalec pričakuje ali pa zelo zmotno je pričakovati, da bo zaposleni, ki je lastnik svojega računalnika in ga ima doma, da ga bo uporabljal samo on. Teda zato tu toplo priporočam službeni računalnik in službeni telefon. Kar se tiče pa delovnega časa in odzivnosti, vse večkrat se pojavlja ta hibridna oblika in sicer, da znotraj 8 ur določita del ur, katere jih mora delavec v točno določenem času oddelati in 2 ali več ur, ki jih lahko prosto razporedi sam. Na ta način lahko bolje poskrbi tudi za določene družinske obveznosti in ostale stvari, ki se mu doma pojavijo. Smiselno pa je določiti tudi najkrajši odzivni čas oziroma maksimalni odzivni čas, v katerem se pa zaposleni mora odzvati na Matej Karliček, moram vas prekiniti, zaradi tega, ker moramo dati besedo drugemu Mateju. Hvala vam lepa. Ste ravno končal? Sej sem sledila, seveda. Hvala lepa za ta podroben prikaz. Doktor Matej Tušak, vi ste na vrsti. Doktor Matej Tušak je verjetno oseba, ki ni treba več kot toliko predstavljati. Moram reči, da mi z njim sodelujemo že zelo dolga leta in nam je vsakič posebno sodelovanje v veselje. Trenutno oziroma mislim, da zadnjih 5-6 let, se mi zdi, Matej, sodelujete tudi kot svetovalec v domačih in tujih podjetjih, ne samo v študentskem krogu in ne kot predavatelj in ne samo na Inštitutu za šport. Se mi zdi, da bo to držalo, ne? Moram reči, da eno od vaših najzanimivejših predavanj se mi je zdelo, sem snela tale naslov, naj vam obvladovanje stresa povzroča čim manj stresa in ena od vaših priljubljenih tem je ravno to, a ne? Tako da rekla bi naslednje, izvolite, če vabim vas, da spregovorite o psiholoških in socioloških učinkih dela na domu. Vem, da ste o tem že zelo veliko publicirali in se vam tudi zahvaljujem za umirjeno, svetovalno, konstruktivn pristop k tej obravnavanju te problematike, kar je v taki situaciji izjemno pomembno. Izvolite, beseda je vaša. Hvala, najprej lep pozdrav vsem. Moram povedati, da sem res 20 let bil pri glavnem samo v športu, zadnjih 10 let je pravzaprav 80% mojega dela vezanega na podjetja in tisto, kar lahko dejansko opažam, je to, da mi nimamo vrhunskih samo športnikov, ampak da imamo tudi izjemno veliko vrhunskih podjetij. Miselnost ljudi, prilagodljivost naših podjetij definitivno kaže, da gremo po poti tudi vrhunskega športa. Jaz se neštetokrat trudim pokazati, da lahko marsikaj iz vrhunskega športa prenesemo tudi v podjetništvo, ne? In tisto, kar se meni zdi ključna misel, je, da smo bili v tej situaciji, ki se je seveda zgodila, nekoliko bolj pripravljeni kot 10-12 let nazaj, ko je nastala prejšnja kriza. Če tiste krize ne bi bilo, bi verjetno v tej krizi bistveno slabše odnesli. Je pa seveda ta kriza prinesla neke specifike. Če gremo pogledati te sociološke vidike, ki bi težko rekel, da so manj pomembni kot psihološki vidiki,
pa na nek način predstavljajo najprej neko trenutno situacijo v Sloveniji, ki je nekoliko drugačna kot drugje. Se pravi, tisto, v čemer jaz vidim slovensko situacijo težjo, težavnejšo je, izrazito razdvojenost v družbi, izrazito, bomo rekli, nestrpnost, ki je večja, kot je v nekaterih drugih razvitih evropskih in svetovnih državah, in pa nekatere sociološke vidike, ki so praktično povsod prisotne. Sodobna družba, moderna družba ne spoštuje avtoritet. Vsi se spoznajo na vse, vsi so pametni, to seveda na koncu nastane velik problem, ker ko ne spoštujemo avtoritet, ne vemo, na čigavo mnenje se na koncu zanesti. Mi ne spoštujemo niti političnih avtoritet, niti strokovnih avtoritet, in ko iščemo konkretno vprašanje, mi vemo, da če rabimo imeti dobrega mehanika, zelo hitro vemo, kjer mehanik za avto, ki ga vozimo, je recimo relativno dober, ko pa se pogovarjamo o največjih vrhunskih strokovnjakih na področju medicine, pa večina ljudi posluša na Facebooku ljudi, ki pojma nimajo o medicini, največjih strokovnjakov pa nočemo poslušati, oziroma jim takoj pripnemo ali pa jih diskreditiramo s potencialnimi, ne vem, teorijami zarote, za koga ali pa v čigavi službi delajo. To nespoštovanje avtoritet ni značilnost samo slovenske družbe, to je značilnost praktično cele zahodnoevropske družbe, ki jo definira še ena zelo pomembna stvar, to je narcisizem in egoizem. Praktično vsi mislijo, da vse znajo, da so najboljši in da je cel svet narejen za njih. Kar seveda ni res. To je v bistvu značilnost otroka do 3. leta, dokler ni socializiran, potem ga mi seveda s procesi socializacije poskušamo utiriti oziroma mu pokazati, da je samo eden izmed 7 milijard ljudi, in ta proces je očitno v zahodnoevropski družbi precej zatajil. To seveda samo še povečuje dodatne težave. Seveda tista stvar, ki je bila pa v tem kontekstu najbolj specifična, je bil pa princip socialne izolacije, ki je pravzaprav nek tako zelo močen dejavnik. Jaz sem vedno to primerjal z neko svojo sliko tega, da smo na jadrnici, nismo jadralci, ne spoznamo se na jadranje, ne vemo, koliko časa bomo morali biti gor, zunaj pa seveda vihar. To je bila nekakšna situacija, omejeni časovno, prostorsko, z vsemi možnimi pravili, ki si jih moramo spoštovati, pa jih niti ne razumemo dobro. To je bila nek tak sociološki vidik. Medtem ko na drugi strani seveda so pa neke naše osebnostne značilnosti, ki so lahko bolj ali pa manj ugodne. Imamo ljudi, ki so zelo samodisciplinirani, si ustvarjajo ritem, te so lažje prišli v ta proces dela od doma. Potem taki, ki so močno motivirani, ki točno vejo v vsakem trenutku, kaj hočejo, te so imeli več težav. Tisti, ki si niso znali ustvarjati nekega svojega ritma, da zjutraj vstaneš, da se urediš, da se obriješ, da si oblečeš tako, kot je potrebno, in ti to nekako daje en občutek lastne vrednosti. Vemo, da je formula motivacije je samozavest krat cilji. Najprej cilje smo kar pozabili nekateri, potem pa seveda samopodoba tudi izrazito padla. Če si bil neobrit, neurejen, ves čas si nosil samo trenerko doma, potem je bilo težko se počutiti tako kot sicer in drastično je pri marsičem, ali pa vsaj pri tisti, ki niso bili izrazito samomotivirani, padla tudi ta motivacija. Potem seveda naslednja stvar, ki je nastal problem, že leta 1966 je ameriški psiholog Rotter govoril o lokusu kontrole in rekel, da so uspešni ljudje tisti, ki imajo tako imenovan interni lokus kontrole, iščejo vzroke pri sebi, neuspešni so pa tisti, ki imajo eksterni, zunanji lokus kontrole. Eni iščejo rešitve, drugi ves čas, namesto da bi iskali rešitve, iščejo krivce. To seveda potem avtomatsko vpliva tudi na nivo anksioznosti. Če se ti razumeš, da si ti odgovoren za stvari, potem seveda je ta anksioznost manjša. Če imaš občutek, da nimaš nikakršnega vpliva na situacijo, potem je ta anksioznost velika, zaupanje mehno in seveda imaš občutek, da si nekje na stičišču enih sil od zunaj, ki razmetavajo s tabo, ti pa ne moš ničesar narediti. Se pravi, tisti, ki so imeli te ugodne osebnostne karakteristike, ustrezno zaupanje do avtoritet, potem pomanjkanje, mehno anksioznost, visoko samozavest, samodisciplino, notranji lokus kontrole, te so se bistveno lažje prilagodili na delo od doma. Medtem ko seveda ostali so ali pa 80% svoje energije usmerili v to, da so iskali krivce
pustili pa so, da je življenje teče mimo njih. Ne. In tukaj seveda je bilo izjemno pomembno, da imamo v podjetjih ljudi, ki predstavljajo avtoriteto in ki potem seveda z jasnimi pravili, navodili znajo usmeriti ali pa utiriti predvsem tiste, ki so, bom rekel, na nek način izgubili glavo v tem obdobju. Bilo jih je pa kar veliko takih. Doktor Tušek, ustaviti vas moram, če to še ni konec. Obvestimo sredi besede. Ravno sem si mislila, da bi ta tematika zaslužila v bistvu en cel panel, najmanj en cel panel, posebej zaradi tega, ker je res posebej posvečena nam, tako sociološkega kot psihološkega. Ker ni konec še težav, ker nas te težave še čakajo. Še nas čakajo, ne? Hvala lepa. Drži. In je pomembno, da smo na to pripravljeni, ne da pričakujemo od težav, da bodo nehale same po sebi. A ne? Hvala vam najlepša. In magister Petrišič, vabim vas in več kot 5 minut časa ne morete imeti. Zdaj smo že sešteli, žal smo tudi že začeli malo z zakasnitvijo. Magister Nikolaj Petrišič je vodja oddelka za varstvo pri delu na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. In njegova specialnost je ravno varstvo pri delu in postavili mu bomo eno vprašanje in sicer naslednje. Zakon o varnosti in zdravju pri delu določa, da mora delodajalec oceniti tveganje na delovnih mestih. Na kakšen način pa lahko oceni tveganje za varnost in zdravje pri delu za delavce, ki opravljajo delo doma? Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa za vprašanje in lep pozdrav vsem. Najprej bi pravzaprav pojasnil, zakaj je zdaj varnost in zdravje pri delu ob delu na domu tako pomembna. Če pogledamo malo, kaj se je dogajalo v letih pred korona krizo, torej leta 2017, na primer, je bilo 614 prijav delavcev, da delajo od doma. Potem v letu 2019 je narasla številka za 3-krat na 2037 delavcev. V letu 2020 pa inšpektorat ni mogel zajeti podatkov, koliko delavcev dela od doma, ampak je prijavilo, da omogočajo delo od doma 20.757 delodajalcev, torej ne delavcev, ampak delodajalcev. Potem pa je inšpektorat uvedel torej poročanje, obveščanje o delu na domu preko sistema SPOT in v 4 mesecih je inšpektorat prejel 78.000 prijav delavcev od 1685 delodajalcev. Torej, razmak je pričakovano velik in seveda tudi pričakovanje, da delo od doma bo kot bolj pogosta oblika dela še vedno ostala tudi po korona krizi, ko se bo epidemija končala. In ravno z tega vidika je pomembno, da se zavedamo odgovornosti delodajalca glede varnosti in zdravja pri delu. Torej, zakon o varnosti in zdravju pri delu določa, da je delodajalec dolžan zagotavljati varne in zdrave razmere, ne glede na vrsto dela, ne glede na kraj ali pa ne glede na to, kaj delavec opravlja, torej njegove delovne naloge. Glede na to, da epidemija že nekaj časa traja in bo tudi v prihodnje delo na domu bolj običajna oblika, morajo delodajalci, če še niso, pristopiti k reviziji ocene tveganja in delo na domu predvideti kot obliko opravljanja dela. Način ocene tveganja pa je v pristojnosti delodajalca, torej metodologija ali način nista nikakor predpisana. In tukaj je pomembno, da ločimo med dvema vrstama del, in sicer tistih manj tveganih del in bolj tveganih del. Pri manj tveganih delih in delih v manj tveganih delovnih okoljih se lahko za oceno tveganja na mesto, torej ogleda delovnega mesta, uporablja tudi navodila za ureditev delovnega mesta, vprašalnike, fotografije in podobno. V takšnem primeru je potrebno, da se delodajalec na podlagi pridobljenih povratnih informacij posvetuje s svojim strokovnim delavcem za varnost in zdravje pri delu glede ustreznosti in zadostnosti pridobljenih podatkov za samo oceno tveganja. In potem seveda mora sprejeti tudi ustrezne ukrepe za znižanje ravni tveganja na delovnem mestu. To predvsem govorim za pisarniška dela, kjer je manjše tveganje, v praksi pa se lahko na domu opravlja tudi bolj tvegana delovna mesta, takrat pa je delovne naloge, takrat pa je potreben ogled delovnega mesta. Pri tem, na kaj je treba biti pozoren pri samem ocenjevanju tveganja, bi izpostavil delovno okolje, torej hrup,
toplotne razmere, osvetljenost in tako naprej, ustrezno delovno opremo, na začetku bi že izpostavljen pač računalnik, tudi ustrezen stol, tako da ne prihaja do ergonomskih obremenitev. Hkrati pa je treba biti pozoren seveda tudi na psihosocialna tveganja, stres in duševno počutje delavcev. Z tega vidika apeliram na vse vodje, direktorje in ostale odgovorne osebe, da posebno pozornost namenijo komunikaciji v timu in pa vključenosti tudi tistih delavcev, ki delajo doma v pač redne delovne naloge in po možnosti vsakodnevne kratke sestanke, zato da se ohrani stik in ni razlike med tistimi, ki delajo doma ali pa na stalnem delovnem mestu pri delodajalcev. Nikolaj, najlepša hvala. Hvala tudi vam. Tukaj postavimo piko. Hvala vam za ta jedrnat in hiter prikaz in že vabim k besedi gospo Branko Drnovšek-Adamlje, ki je drugače solastnica računovodskega servisa, ki ga upravljata skupaj s sestro, in vprašali jo bomo naslednje: kako je v bistvu uvedba tega ad hoc dela na domu na podlagi stanja v pandemiji vplivalo na delo računovodskega servisa in kako so to zaznavali pri njihovih komitentih. Gospa Branka, 5 minut je vaših. Izvolite. Lepa hvala. Dober dan. Vsem bi zaželela uspešen dan v imenu PTZ-ja in računovodske skupine Adamlje 3. Moji kolegi so že kar precej povedali svoje vsebine na temo, na katero smo mi mogli lani marca kar naenkrat na hitro odgovoriti. Mi kot računovodski servis smo že pred časom precej digitalizirali sprejem podatkov, posredovanje podatkov, tako da nam v bistvu v tem segmentu zadeva ni povzročala težav. Je bilo pa pač res treba 10-članski kolektiv nekako preseliti na delo od doma, kar smo majčkeno po svojem občutku malo z komunikacijo z strokovnjaki nekako naredili tako, da smo se dobili, naredili plan, kaj bo kdo delal, urnike. Dnevno smo potem pač spremljali realizacijo, dobivali smo se na online sestankih vsako jutro, včasih še potem ob koncu dneva, tako da sva z Matejo zadržali kontakt z zaposlenimi in pa da smo tudi videli, kaj pač naše stranke, naši komitenti sprašujejo in kje imajo zadrege. In tukaj smo pa res prišli na ocean vprašanj, na katere je res težko odgovoriti, z ozirom na dejstvo, da tako kot so predhodniki rekli, zakonodaja vsega ne pokriva in nekaj je teorija, nekaj je pa praksa, tako da vedno v zakonih tudi ne bo vsega pisali. Ljudje so se začeli spraševati, kaj bo z zalogami, kaj bo z odpisi, DDV od odpisov. Seveda jih je bilo strah, nekateri so ustavili plačilni promet, a naj zdaj terjajo ali naj počakajo, kaj bo z bančnimi posojili. Če ne bodo vračali obrokov, potem ne bodo dobili novega financiranja, se jim bodo prekinile pogodbe, se ne bodo podaljšale, tako da ljudi je bilo pač res strah. Velika dilema, vprašanje komitenta, poznal naš 18, 20, 15 let, kaj naj naredim, a naj dam zaposlene na zavod. Kje bom potem take zaposlene spet dobil, ko bo tega konc, bo to trajalo 2 meseca, pol leta. Kje bomo dobili denar za regres? Tako da cel kup stvari je bilo, na katere smo v bistvu mogli pomagati odgovarjati. Kar naenkrat je bilo manj dokumentov, manj denarja, ampak veliko več dilem, veliko več enega strahu, kaj se bo zgodilo, ko bo enostavno prišlo do situacije, ko bodo in zaposleni in firme prišle do ene točke, ko ne bo šlo več naprej. Ena od velikih dilem je bila, trgovina se preseli na splet, ali lahko zaposlen dela 1 uro, ali lahko 1 uro v delovnem razmerju, 7 ur pa na čakanju. Ne more biti, tega zakonodaja ne podpira. Tako da je cel kup dilem bilo, za katerimi smo se pač nekako poskušali pridobiti odgovore na vprašanja, in v tem letu se je izkazalo, da v bistvu za nekim optimizmom, optimizacijo stroškov in z dobro voljo kar gre.
Gospa Damlje, kaj pa glede na nadomestila za uporabo delavčevih sredstev za namene delodajalca, je to že takoj steklo ali so bile s tem težave? Mogoče sam stavčič komentarja. Naš kolektiv je res super. Vsak zaposlen je povedal, kaj ima doma, kaj mu manjka. Mi delamo vsi na 2 monitorjih, seštevalka računovodska, klasična, še ta stara, telefon, tako da smo pač tisto, kar kdo ni imel doma, od stola, monitorja, telefona, to smo soboto 14. marca napakirali vsaka pred firmo z avtomobilom, se je naložili v avto, kar je rabel, kabel, ne vem, ta podaljšek, karkoli je bilo pač treba, tako da v ponedeljek 16. marca lani smo mi delali, kot da se nič ni zgodilo. Strah me je bilo pa 2 dni prej, res tako, da pa že dolg ne toliko. Ampak ja, je stekel in teče celo leto. Najlepša hvala, gospa Branka. Kar se pa tiče ureditve tega nadomestila za uporabo sredstev, pa moram reči, da s tem imajo seveda delodajalci interes, da je v čim večji meri tudi davčno pozitivno obravnavano in ravno v zvezi s spremembo zakonodaje se o tem zdaj pogovarjamo. Mi smo zaključili prvi krog. Gremo v drugi krog, ki bo zelo kratek. Vsak od naših sodelujočih bo povedal en stavek za zaključek, preden poročamo na velikem panelu v glavni dvorani. Tako da vabim, izvolite, gremo kar po vrsti. Najprej Matej Kadliček, izvolite vaš stavek. Matej? Se opravičujem, ja. Delo na domu vidim način dela prihodnosti in kot močan motivator za hitrejšo digitalizacijo. Najlepša hvala. Doktor Tušak, izvolite. Ja, jaz verjamem, da lahko slovenska podjetja pokažejo svetu, da smo bolj prilagodljivi kot pa druga večje države oziroma podjetja v drugih večjih državah. Najlepša hvala, vaš znani optimizem preveva vse vaše izjave. Hvala zanje. Magister Nikolaj Petrišič, izvolite. Bistveno se mi zdi, da delodajalec ne glede na to, ali delavec dela v prostorih delodajalca, na domu ali na drugi lokaciji, naredi vse, kar je v njegovi moči, da zagotovi varnost in zdravje delavca. Najlepša hvala, Nikolaj. Še vi ste na vrsti, gospa Branka, izvolite. Jaz bi pa rekla, da držim pesti z vsemi delodajalci, z vsemi firmami, da bo država nekako prisluhnila, da vse subvencije, ki jih je kdorkoli dobil, lahko obrne ali v investicije ali v eventualno obročno vračanje, da tisti, ki so uspeli preživeti, ne bodo kaznovani z vračanji. Tako da res držim pesti, da bomo tukaj najdali en skupni jezik in da bodo firme, ki so preživele, nagrajene. Najlepša hvala. Delamo tudi na tem in mislim, da bo prišlo do dobrih rešitev. Hvala lepa. In še moj stavek na vprašanje, ki ga postavlja naslov tega današnje MSP konference, kako po korona krizi, bi jaz rekla najprej in dalje. In bi rekla še tako, nekoč sem brala nekje naslednji rek, ki pravi, če grmi in bliska in se ladja maje, to še ne pomeni, da kurs ni pravi. In s tem zaključujemo naš današnji panel. Želimo vam lep dan, lep teden in vse dobro. Nasvidenje.